spet sva z vami Špela in Jakob, ampak danes ne začenjava sama. Že takoj se nama je v studiu pridružila ena energična družba. Nuša Direnda, lepo pozdravljena v naših živjoncih. Kako je kaj? Zabavno. Verjetno naporno tudi tako v teh dneh. Ja, pač veseli december se je začel. Čeprav zame je že kar več kot en mesec, zelo pestro. Ja, promocija in tako naprej, nove pesmi in seveda potem je fajn, da greš malo okrog po Sloveniji. Seveda in evo o promociji bo govora in po 25 letih od te legendarne Energy, zdaj predstavljaš eno novo bombo energije, ne? Ja, želela sem si živahno pesem v stilu malo Energy, čeprav ni to Energy, ne? Tisto je ena sama. Ena sama. Jaz se pa pač vedno tako nekako prepuščam toku, ne? In kaj mi pride nasproti, mi pride naproti, ne? Ker sama ne pišem pesmi in potem se pravi, sem vesela, ko se najdem s kako ekipo, ki me začuti, ki mi nekaj predlaga in potem, ja, to je pesem, ki ima energijo, ki ima veselje, spontanost in se prepuščaš glasbi in veselju. To je bila nekako moja želja. Ja. Kaj je prišlo naproti? Ja, slišimo v nadaljevanju. Da ne povemo preveč. Tako. Petkovo popoldne imamo, dober dan vsem skupaj. Špela in Jakob, sva z vami, z nami pa že ena dama z glasom, ki ga sigurno prepozna cela Slovenija, Nuša Direnda. Dobrodošla v našem studiu. Hvala lepa, dobrodošla, ja. Živjo, ne? No, torej, zdaj si že ti v delovnem decembru, je kar že živahno, kar že naporno, imaš dosti koncertov zdaj trenutno? Ja, imam, čeprav kot sem že prej povedala, ne, sem imela že res zelo, zelo deloven oktober, zraven nastopov, seveda še ta promocija in tako naprej, in oddaje in radi. Zdaj pa že nekako se mi zdi, da imam vse tako nekako splanirano, načrtovano, vem točno, kdaj imam nastope, kdaj bom imela kakšno uro zase, pa za to, da se pripravim na božični večer, pa da malo okrasim, pa da kaj skuham tudi takrat, pa tako naprej. Drugač pa ja, imam, danes, če smo že pri tej temi, ker sem se ravno v Gorici ustavila, me pa pot pelje v Kobarid, kjer nastopamo ob 7 zvečer z Big Bandom Novo iz Gorice, s katerimi že sodelujem tudi kar mnogo let. Oni tudi letos praznujejo 30 let obstoja. In z njimi mi je bilo vedno luštno sodelovati, tako da evo danes Miklavžev večer in prižig lučk, tako da bo lepo, zunaj bomo, ne bo deževalo ali snežilo. Ne, držimo pesti, da bo tako kot je. Sneg bi bil še v redu, ne, za tisti pravo romantično vzdušje. Ja, no, tako da potem pa še kar neki nastopov s svojo skupino, pa z raznimi pihalnimi orkestri. Za novo leto, za Silvestrovo sem v Krškem, na svojem domačem okolju. Tako da, ja, bo kar delavno. Kot je. Da bo to pravo decembersko praznično. Ja, zdaj v praznični december pa si vstopila tudi z novim komadom Pleši z nami, ki je že takoj v prvem tednu na YouTubeu dobil 300,000 ogledov. 300,000 ogledov, te je kaj presenetil ta boom? Ja, ne vem, mogoče so kateri šli samo iz radovednosti. Ampak jaz verjamem, da je pesem taka. Jaz vem, da je pesem, da dela že, ker sem jo že parkrat nastopala tako v kakih družbah. In ko zapojem Energy, pa ne kliči me, te živahne komade, ta prav pa še zraven. Pleši z nami, evo, zdaj smo zaplesali v december, cel december se bo plesalo, tako da verjamem, da se bo najdla na repertoarju mnogih. Definitivno. Zdaj s tem komadom, tudi s spotom, se pa vračaš malo v tam 70-ta, 80-ta. Ja. No, že na prvo poslušanje, ko sem dobila demo posnetek, sem nekako začutila, sem rekla, to je pa ta energija iz 80-ih, se mi zdi, ko sem bila jaz najstnica, in ko smo samo plesali, to ni bilo preveč koreografije, ampak samo gremo. In ja, me je popeljala
ne, tam, tako da ja, malo ima ta malo sound, prizvoka, ne, ima tako, malo tega ja. prizvoka in to je super. Sem rekla, lej, jaz sem vrnila v tiste čase, ko sem bila mlada, in zdaj sem še vedno podobna po energiji, ne. Malo let je malo več, ampak dobro, lej. Ne, ni videti. Pri energiji, ne? Leta 2001 si na Euroviziji z Energy komadom prinesla tudi 7. mesto, lepo 7. mesto skladbo, si pa, če prav vem, ustvarila s svojim možem. Še vedno kaj sodelujeta, ti je pomagal nekaj pri tem? Ne, midva sodelujemo v bistvu. Je tudi pri tem komadu mogoče kaj preskočil na pomoč? Pa v bistvu niti ne, ker mi ne ustvarjava glasbe. Ne. So ideje, ponovadi imam jaz tisto idejo in potem poslušam njegove komentarje. In, ja, ženska mora imeti prav, ja. Ali imaš svoj mir ali svoj prav. Drugače pa midva sva človeka, bom rekla, terena in akcije. Jaz pridem, posnamem, naredim vse, ampak ustvarjam pa ne glasbe. Zato pa nikoli mi ni ostalo časa za to, ne. Ker tukaj moraš biti tudi veliko umetnika, takega, ki rabi mir, ki je v svojem svetu in tako. Jaz sem bila pa vedno med ljudmi, ne. Jaz sem vedno bila na odru, vedno sem... Ti poskrbiš za žur in za glas in za tisto energijo. Ja, poskušam, ne, oziroma to rada delam in to energijo, da dobim tudi jaz nazaj, ne, to me vleče naprej, no. In recimo ta komad je nastal dokaj na hitro, ali se je rabo en čas kuhati, ali kako zdaj je prišlo do njega? Kaj svem, no tako bom rekla, ne vem, nekje od maja sem nekako zbrala eno ekipo, s katero smo naredili tako en načrt za naslednje leto, ko bo 25 let dejansko Energy, in smo rekli, ok, bomo naredili en projekt, ki se pravi, verjetno bo potem prišel tudi kakšen večji koncert, ampak da počasi pripeljamo v ta projekt, ki ima naslov Back to Energy. Torej, že sam naslov pove, da se vračam k tej, bom rekla, plesni glasbi in začelo se je z skladbo Pleši z nami, ne. Za naslednje leto pa imam še kar nekaj presenečenj. Še kaj energičnega. Še kaj energičnega in še kar nekaj projektov, ki bodo, no recimo tu skladbo sem snemala v Odiseji v Ljubljani, ki je začela, se mi zdi, zelo živeti, ne, je oživela. Se pravi, rabijo nekaj časa verjetno, da se ljudje spet navadijo, ne, na te dvorane in na to dogajanje. Tam je res velik support lighta, LED zaslonov, aplikacij in tako naprej. Mislim, tudi spot smo tam snemali, recimo, in je, nismo odkrivali tople vode. Dejansko so tiste luči in te efekti in jaz tam kanorim, ne. Pač, jaz sem morala res 3 ure tam kar orenjska. Kardio vadba. To je bilo čisto spontano, tako da res ni dobenih naučenih gibov. In je super prostor, kjer je res veliko dogodkov lahko, ne, lahko so veliki koncerti v tej avli s tem visokim, velikim odrom in tako naprej. No in evo, zdaj, če lahko povem, to je v bistvu malo izven tega mojega projekta, ampak zelo dobro se upada. Bomo 7. marca imeli koncert z Rokom Golobom in z več izvajalkami, naslov pa je She Rocks. Se pravi, bomo punce pele skladbe take energične in to je prav pred 8. marcem, ne, tako da se veselim tudi tega projekta, se mi zdi, da bo to en super. Odlično. Ja, no in potem počasi še en duet imamo v mislih. Ne bom se preveč povedala, bom rajši prišla še enkrat. No, tako. Mi si pa zdaj v naslednjih minutah privoščimo to tvojo novost, torej Nuša Derenda in Pleši z nami, pa dajmo zaplesati vsi skupaj. Ajmo. Manj božični tukaj v studiu. Ja, mi smo že zakorakali v veseli december. Super, imate te rekvizite. Zdaj vidim tudi Nuša malo čalca tukaj z smrekcom gor, tako da ja, definitivno decembrsko. Ob vseh lučkah, to je lihta pravo. Jaz sem vedno malo zahecela. Zdaj bleščice, pa recimo družina, pa piškoti, pa potica, ne. Zdaj za glasbenike sicer tudi veliko nastopa, ampak si uspeš vseeno vzeti čas tudi za vse te tradicije, recimo bi rekli. Ja, nekako mi uspeva, no. Nekako mi uspeva vsa ta leta,
27 let sem že na sceni in res ves ta čas je bilo vedno noro, decembra in novembra. Ja, tudi že prej. In sploh ne vem, kako sem to včasih usklajevala in družina in fanta mal mehna in tako naprej. Ampak vedno sem, kljub tomu, da sem vedno ponovadi 24. še nastopala v kakšnih osnovnih šolah ali pa tako, sem imela potem popoldne še na hiter čas, da sem potem večerjo, ampak ni bilo veliko časa za piškote, potice in take stvari, ampak malo bolj na hitro. To so še vedno babice. Da smo skupaj za Božič. Tako, ja, so pa babice takrat še pekle. No, jaz sem največ pekla in največ kuhala med korono. Ja, takrat smo vsi, se mi zdi. Takrat smo vsi in to moram reči, da mi je bilo eno čudovito obdobje, ko sem res si vzela čas. Ne. Zdaj je malce bolj hektično vse skupaj, ampak gre, no. Zdaj bom imela 2-3 dni pred Božičem mal miru, tako da... Kaj pride na tvojo mizo? Kaj najraje pripraviš za Božič? Jaz ponavadi vedno delam nekako po občutku oziroma na vdihu, včasih kaj najdem na spletu in rečem, tole bom naredila. Ne. Tako da skoraj vedno je kaj drugega. Letos mimo grede je modern tiramisu paneton. Res? Ja, ful dobro zgleda. Paneton, kaj pa to? Tako, narežeš paneton na rezine, vmes daš v bistvu z tiramisu in po mojem mora biti dobro. Namest unih piškotov daš paneton. To bom pa pogledala. Bom gledala na mislim. Tako, na spletu. Bom vprašala. Imaš kakšno tradicijo tako božično, ki jo ohranjaš ali z otroštva, zdaj mogoče z družino tudi? Tako preživljate Božič? V bistvu je to, da smo skupaj. Ne? Letos, tako je, ne? Moja fanta imata že dekleta, se pravi, Gašper je že poročen, imamo že novo snahico in mi se vsako leto dobimo. Letos bojo za večerjo ne bodo pri nas, ampak sem rekla, zdaj je moderno brunch, ne? Potem pa prijete na brunch, torej malica, ne, lahko rečemo po domače. Tako da bomo že takrat se malo podružili, potem bomo pa videli s Frankom, kaj bova lepo sama dva pole v dvoje, bo tudi lepo muzika, lepo božična, kaminček. Sam doma mogoče? Tu sigurno. Saj kakšen del ne uide, ne. Tako da, prepuščam se in nimam zdaj. Včasih smo imeli bolj tradicijo, ne, mame so naredile, pa smo imeli sigurno božično kosilo. Midva pa že oba delava tudi naslednji dan in potem do konca decembra skoraj vsak dan. Tako da pač se znajdemo in si naredimo, da nam je lepo, ampak se seveda nekako prilagajamo svojemu urniku. In recimo zdaj s tem novim komadom definitivno si bila pridna, lahko rečemo letos, ne? Torej Božiček verjetno te bo dal na tisti ta priden seznam, ne? Seveda, ne? Kakšna pa tvoja... Jaz bom šibo že vedem. Ja, ti pa jih. To bo zdaj, to boš danes. Ja, to bo že danes. Tako da bom jaz jutri kar pa bom prinesel samo. Tako. Kakšna je tvoja recimo božična želja? Kaj bi ti rada dobila pod smrekco? Ma ne, to pa nisem nikoli razmišljala, kaj bi rada. Jaz mislim, da tisto, kar si želim, dobim. Ker nimam nekih ne vem kakšnih želja. Vedno si želim samo to, da bi bili srečni, pa da bi bili zdravi. To je meni najbolj pomembno. Torej stvari, ki se jih ne da. Materialne stvari, to je... Mi smo se recimo tudi družinsko zdaj že 3. leto ali že 4. dogovorili, imamo aplikacijo, ki določi enega, ki mu kupiš darilo. In potem vsak enega darilni prijatelj. Res se mi zdi to materialno obdarovanje, lepo je, ko prideš kam na obisk, pa tako, da nekaj prineseš in tako. Bolj za pozornost. Bolj za pozornost. A veš, ker v bistvu je vsega dost, ne. Tudi zdaj trgovine, obleke, v bistvu to je vse že tako na dosegu rok, se mi zdi, ne. Dobro, pustimo, eni si lahko prvoši več, eni manj, ampak imaš pa vsega, tako da se mi zdi, da potem tiste navlake preveč že doma. Tako, in kar je pomembno, pa pozabljamo marsikdaj. Pomembno je, da se razumemo, da se znamo pogovarjati, da uživamo v trenutkih, ko smo skupaj, in da cenimo to.
No, evo, Ker je poslušalci, življenje krasno- prekrátko. Krasno sporočilo, evo, Nuša. tako, meni dala torej, zdaj v za bistvu, Božič. mejte se radi Tako. in razumte se. In pa bo Tak. svet verjetno dosti In ne lepši za vse. zapravljati preveč sovdu za druge, ki jih ne rabeste. Jaz mislim, da ljudje se imamo lahko radi tudi brez teh obdarovanj preveč. Ne? Ja. Dobro, ne pustimo. Kakšna malenkost, Ja, tako ja toliko. seveda, ja, ampak važno je to, da se spoštuješ, ne? Tako. Da se ceniš. In tako da, evo, ljubezen pa ples. Tako, tako. Pa gremo A, v ples. Je Ja, tako? seveda, seveda. Nuša, kakšen tvoj komad, mogoče? A še Najljubši, moj božični najljubši, a komad? božični. Božični komad. Jaz, ful jih je, ne, zdaj težko bi zdaj rekla, ampak lej, mi je res zdaj nekako prišel v spomin Last Christmas. To je bil eden izmed Wham. prvih, ko je imel še videospot in kaj sta bila, Wham. Ja, Wham, George evo. Michael, tvoj, bil še mlad. Ko je bil še mlad in ti spot in ti sneg in A ja, tista se pravi, zaradi družba. George in Michaela ste tiste vidve poslušali to. Iskrice. Jaz sem bila takrat stara, ne vem, tam 16, po moje 17, ne, in to so, veš, da smo bili skozi neki zaljubljeni, ne, in ko sem gledala tisto, sem kar tako le milo storilo in se spomnim, da sem hodila tam s prijateljico v en kafič, ko so imeli že video, smo gledali, so imeli televizijo in to je bilo meni tako fajn, ne. In sem gledala te videospote in to glasbo poslušala. To mi je, zaradi tega sem hodila v kafič. George Michael, zaradi George Michaela. Zaradi George Michaela. No, pa dajmo ga zdaj tudi. Tako si ga bomo zavrteli, vi pa vabljeni danes, smo rekli ob 17. 19. Ob 19. tako ob 7. Ja, ob 19. v Kobarit na dobrodelni koncert Z Big Bandom. Big Bandom Novo in iz Nušo Derenda. Tako. Hvala, Nuša, da si bila v našem koncu in srečno še naprej in res lepe in predvsem mirne praznike. Hvala lepa. Lep december vsem skupaj.